Torej, dober dan, moje ime je Uroš Kerin, hvala lepa za predstavitev. Res je, imam 3 funkcije, sem pomočnik direktorja področja za upravljanje s sredstvi in projekti. Sem po pooblastilu tudi vodja diagnostično-analitičnega centra, za katerega sem odgovoren in ne nazadnje, ker sem dolga leta delal sam na univerzi, na fakulteti, sem v ELES uspešno predstavil in sprožil svet za znanstveno raziskovalno dejavnost, s čimer želimo še več študentov, še več mladih misli pritegniti v energetiko, v zelo kompleksen sistem. In vesel sem, ker smo danes ravno na pravni fakulteti, da tudi študenti pravne fakultete lepo sodelujemo, tudi v energetiki. Moje predavanje bom začel majčkeno poljudno in sicer s formulo. Jaz nisem navijač Formule 1, se mi pa zdi, da je pomembno razumeti, kaj to upravljanje sredstvi je. Formula je osnovno sredstvo vsake ekipe, ki v Formule 1 tekmuje. Zelo zanimivo pri tem je, da ta avto ima 25.000 sestavnih delov. 25.000 sestavnih delov, ki morajo delovati kot eden pri 300 km/h. V dežju, soncu ali vetru. Vaš avto, mislite, da ima več sestavnih delov ali manj? Več jih ima. Jih ima vsaj 35.000. Zakaj? Zato, ker vaš avto je narejen za ugodje, ta avto je narejen za zmage. No. Ni pomemben samo avto. Pomembni so tudi ljudje okoli avta. Ekipa inženirjev, ki v 3 sekundah zamenja gumo. Sam moram priznati, jo zamenjam v pol ure. Ekipa inženirjev, ekipa visoko usposobljenih ljudi, ki ve, kaj delajo. In ne, da samo ve, kaj delajo, delajo tudi hkrati in koherentno. Torej, poleg te ekipe in poleg voznika imate tudi race inženirje. To je tisti možakar, ki se ponavadi zelo glasno oglaša v mikrofonu, kadar to spremljate po televiziji in govori z voznikom. To je tisti možakar, ki vpraša voznika, je vse v redu, ali imaš premalo goriva, kako si izvozil tisti ovinek. Race inženir je pravzaprav odgovoren za dirko, ampak tudi on vsega ne ve. Lahko z voznikom nekako reši trenutne težave, vsekakor pa se zanaša na ekipo analitikov, ki stojijo ob stezi, spremljajo vozila, spremljajo diagnostiko, kaj se z avtom dogaja in mu pomagajo razumeti, kako biti še boljši pri 300 km/h. Ampak tudi te ljudje niso vse, kar tak sistem potrebuje. Na koncu imate tehnologijo. Na koncu je tehnologija tista, ki vam omogoča prenos vaših izkušenj znanja do cilja. Kaj vam pomagajo besede, če nimate svinčnika, da jih napišete? Tehnologija. In v našem sistemu, v elektroenergetiki, je zadeva čisto enaka. Čisto enaka. Imamo upravljanje, imamo svojega race inženirja, če želite, imamo vrhunske ekipe strokovnjakov, ki s sistemom upravljajo, bodi si neke ad hoc rešitve implementirajo, bodi si na dolgi rok naredijo kaj bolj konkretnega. Izvajamo monitoring in analitiko. Imamo merilne sisteme, ki so razporejeni po omrežju in nam sporočajo, kaj se z našim omrežjem, z našo infrastrukturo dogaja. Naš operater namreč, naš voznik, nima vetrobranskega stekla pred seboj in videovinka. Veste, kaj imamo pred seboj? Steno. Ste že kdaj poskušali peljati avto brez prižganih luči po noči? Zelo težko, ne? Se morate zanesti na tehnologijo. In zato je oprema, malo prej smo slišali, razsežnosti te opreme, zato je oprema naš prijatelj oziroma tisto, kar potrebujemo. Verjetno o infrastrukturi elektroenergetskega omrežja ne veste veliko. Na kratko vam samo povem, da imamo daljnovodov, to pa verjetno poznate, okoli 3700 km v Sloveniji, 3,5 gigavatov elektrarn je priklopljenih na naše omrežje, 8 interkonekcij, to so tisti daljnovodi, ki povezujejo naš sistem s sosedami. To so mejni prehodi na avtocesti s Hrvaško, Italijo, Avstrijo, z Madžarsko ga pač nimamo. Elementov primarne visokonapetostne opreme imamo čez 2000. Kaj so to? Kaj so ti elementi? To so tisti, ki jih ne morete dati v žep, ko jih hočete odnesti. To so tisti, za katere potrebujete tovornjak.
Ne? Vse skupaj jih imamo čez 25,000. Zelo kompleksen sistem. Ampak veste, kaj je zanimivo? Da smo eden izmed najmanjših sistemov na svetu. Da so še bistveno večji od nas. In smo pravzaprav zelo minorni v tem pomenu. Ampak, kljub temu imamo vse njihove življenjske probleme. Ravno tako za nas veljajo iste fizikalne enačbe kot za njih. In če imajo druga podjetja čez 1000 zaposlenih, smo mi na tistih fit 570. Naša naloga je upravljanja s to infrastrukturo, načrtovanje, izgradnje, obratovanje in vse več razgradnja, reciklaža, naše omrežje se stara, regulacija sistema. Vesel sem, da vi sploh ne veste, o čem govorim, ker je to zame znak, da dobro upravljamo svoje delo. Poglejte, luč projekta dela. Fajn, ne? Super računalnik bo delal. Šele takrat, ko ne bo delal, boste poklicali Uroš. Ne, da zdaj nekaj naredite. In pa seveda, čeprav smo majhni, čeprav smo zelo majhni, smo eden izmed sostanovalcev v bloku. Tisti, ki živite v bloku, veste, kako je to. Ne? Ko sosed posluša na glas glasbo, jo tudi vi slišite. Tudi v elektroenergetskem sistemu je tako. Če se zgodi dogodek v Turčiji, ga mi v Sloveniji zaznamo. Pa še nekaj. Kot sostanovalci v bloku imamo tudi mi enake glasovalne pravice in lahko sooblikujemo evropski energetski prostor. To pa je zelo pomembno. In ne samo, da ga sooblikujemo, na marsikaterem področju ga tudi volimo. Trendi, ki jih zaznavamo, novi viri energije, predvsem so vam znani verjetno vetrnice, fotovoltaike in podobno, usmeritve se dnevno spreminjajo, bodi se državne, bodi se iz Evropske unije, nove tehnologije, električna vozila, električni skiroji in podobno. In pa oblak, internetne rešitve in podobno. Elektroenergetika je konzervativna, zelo težko nas premaknete za milimeter. Zakaj? Ja, ker konec koncev se igramo s kritično infrastrukturo in tam pa ni popravnih izpitov. Da, nikoli ne morete vrniti stvari, kot so bile, če se vam kaj pripeti. Kako se te trendi odražajo? Nekateri izmed vas ste v hišah, imate toplotne črpalke, drugi imate fotovoltaiko na strehi. Spet tretji imate morda električno vozilo doma, morda baterijski hranilnik. Je to nekaj novega? Za nas ne. To obstaja že čez 30 let. Kaj mislite, kaj je bilo prvo električno vozilo? Od katerega je bilo oziroma ki se je igralo v življenju? Ja, podmornica. Vse podmornice imajo akumulatorje. 50 let nazaj so že 2 dni samo na baterijah bili pod vodo 300 metrov. To danes je samo variacija nečesa, kar poznamo inženirji že dolgo časa. Razlika pa je v tem, da se te akterji združujejo, ljudje se povezujejo, prihajajo start-up zamisli, prihajajo novi igralci in seveda na koncu imajo vpliv na sistem. Na drugi strani se naša omrežje stara, naša infrastruktura se stara. Morda potegnemo analogijo s cestami. Vsi, ki imate avto, dobro veste, kaj mislim. Napetostni nivoji se spreminjajo, zakoni, nove tehnologije. Tehnološki svet je tako, ali pa razvoj tako hiter, da mu težko sledimo. Sodelovanje, upoštevanje narave, se pravi ekosistem, bolje kot da se izključujemo, se moramo dopolnjevati, in pa sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Zakaj je to pomembno? Poglejte, kaj se dogaja. Spodaj levo, morda ne vidite dobro, je rja na enem izmed serverov. In tukaj izrecno poudarjam, to ni naše omrežje. To ni naše omrežje. Naše omrežje izgleda veliko lepše. So pa to slike evropskih omrežij. Edina slika, ki je v Sloveniji, je ta iz leta 2014, ko smo imeli žled. Zakaj je to tako pomembno? Ja, nekaj je, da imamo električno energijo. Drugo je pa industrija. Stroški. Allianz, zavarovalnica, je ocenila, koliko nastane en izpad električne energije. Seveda je to odvisno od industrije. Nekatere industrije preživijo tudi brez tega, finančni sektor pa zelo težko. Približno 100,000 odjemalcev električne energije je bilo brez elektrike leta 2014, ko je bil žled. To je kar veliko.
In Eles je eden izmed prvih podjetij v elektroenergetiki v Sloveniji, ki je to že leta 2014 prepoznal kot zelo pomembni aspekt in je ustanovil področje za upravljanje sredstvi in projekti. Divizijo, sektor znotraj podjetja. Imamo še ostale, v katere pa ne bom šel, rad pa bi morda izpostavil področje za strateške inovacije, s katerim lahko vse te dobre ideje na lažji način prenesemo v realnost. Kaj pravzaprav delamo? Upravljamo sredstvi, kaj pa je to? Naj vas izzovem. Ali veste, koliko nogavic imate doma? Nihče ne ve, tudi jaz ne. Pa vas še bolj izzovem. A veste, kakšne barve nogavice imate? Koliko nogavic ima par? Zelo težko. Vidite, tega se v poslovnem svetu ne smemo privoščiti. Ko vi mene vprašate, koliko imate teh naprav, vam moram izstreliti. Ali pa vsaj po 2 minutah vam bom povedal. Ja? Zato, ker so to stroški na koncu. Nismo prvi, ki se s tem ukvarjamo. Letalska industrija upravlja sredstvi. Verjetno ste hvaležni za to, ker ko letite, mora vse biti v redu. Letalonosilke so super primere, pa ne zato, ker bi imeli neko projekcijo moči, ampak zato, ker imajo 70 letal gor. Veste, koliko je to dodatne teže na letalu? Prostora, rezervnega goriva, rezervnih delov, ljudi, ki znajo to servisirati, ljudi, ki usmerjajo to ogromno. In če to nimaš razdelan v nek model, potem lahko hitro rata kaos. In tega si v elektroenergetiki ne moremo dopustiti, zato seveda se obnašamo skladno z določenimi modeli, ISO standardi, ki nam pravzaprav nekako sugerirajo kaj delati. Mi smo iz modelov prišli v diagnostično-analitski center. Diagnostično-analitski center je tisti center, ki je pri nas vez med realnim in pa digitalnim svetom. Kaj to pomeni? Ja, nekako tako, ne? Zunaj pogledate, koliko je temperatura, kam boste pogledali? Ja, na merilnik. Ampak ta merilnik ima zunaj nek senzor. Ne? In zdaj vaš merilnik je, oziroma vaša interpretacija je vez med realnim in digitalnim svetom. Takole nekako zgleda. Zelo sem ponosen na to, da imamo kadrovsko premišljeno zmes ekspertnih znanj. Za razliko od mnogih pristopov smo vzeli najboljše ljudi iz različnih disciplin in jih dali v isto sobo. Pa ne zato, da bi se izključevali pa si povedali, koliko so bolj napredni od drugega. Ne, temveč zato, da delujejo komplementarno in morda problem, ki ga jaz ne znam rešiti, kolega, ki ima strojne izkušnje, ga reši hitro in se dopolnjujemo. Mogoče večkrat bolj teoretično implementiramo različne metode diagnostike, napredne analitike, delamo ekonomsko-tehnične analize. Naloge, ki smo si jih postavili, je analitična podpora. Torej, koliko nogavic imam, koliko so izrabljene te nogavice, kakšne barve, a rabim jutri nove, a grem jutri smučati, pa rabim še par posebnih nogavic. To moramo vedeti. Katere bomo uporabili danes? Da imamo vse podatke na voljo. Ja, če pa morda ne grem smučati, pa grem na morje, morda pa rabim drugačne sorte nogavic. Enostavno. Raziskave in razvoj. Zelo smo veseli, da smo pravzaprav za vso to infrastrukturo, ki smo jo postavili, kasneje boste videli, dali možnost tudi skozi Svet za raziskovalno in znanstveno dejavnost fakultetam, univerzam in raziskovalnim inštitutom v Sloveniji, ker toliko podatkov, ki jih mi lahko damo na voljo nekomu, realnih podatkov, le redko katero podjetje zmore. Vam tudi kasneje pokazal. Vesel smo, da smo se prijavili že na evropske projekte, imamo skupne projekte z našimi sekundarnimi terciarnim izobraževanjem in še. Stik z javnostmi, zelo lepo ste vabljeni, če vas energetika zanima, vsaj toliko, da bi jo radi majčkeno razumeli, pridite k nam, pokazali, da bomo kaj delamo, in pa naš center je lahko tudi krizna soba. Kaj pravzaprav delamo, oziroma česa je odvisno naše delo od podatkov. Če vem, kakšna je temperatura zunaj, vem, kakšne nogavice bom mogel. Drži. Pa bolj, kakšne sisteme imamo, vam želim nekaj drugega pokazati. Časovno skalo. Poglejte, podatki k nam prihajajo v časovnem ciklu milisekund. Ne vem, če si predstavljate, kaj to je, ampak že zdaj jih je 1000 mimo. Zelo hitro. In teh podatkov je ogromno. In imamo več merilnih sistemov, ki nam merijo zadeve.
Naš sistem je zelo dinamičen in ga moramo skozi opazovati. Imamo samo eden izmed naših sistemov, samo eden, imamo jih več. Naredi 50 meritev na sekundo. Pošlje 500 podatkov na sekundo, kar je 30.000 podatkov na minuto, 1.800.000 podatkov na uro, 43 milijonov na dan, oziroma če pogledamo cel sistem, to je bilo za enoto, če pogledamo cel sistem, ki je sestavljen iz 75 enot, imamo 3 milijarde podatkov na dan iz enega sistema. Zelo težko razumeti za človeške misli. Ne morete jih obdelati. Računalniško že, ampak take računalnike potrebujete in pa seveda metode. Da stvar še zakompliciramo. Ni samo odvisno, ko želite kupiti nogavice, kam greste. Odvisno je tudi od tega, koliko časa boste tam, ali imate otroke, ali imate dovolj denarja. Kaj pa, če se vreme vmes spremeni? Ogromno nekih informacij morate skupaj povezati, da naredite eno odločitev. V gospodinstvih to delamo zelo intuitivno, v poslovnem svetu malo intuitivno, še bolje je, če imamo prave argumente. Struktura, bazna struktura ali pa podatkovna struktura pri nas je takšna in gremo v smeri big data. Ko imate enkrat na voljo ogromne informacije, se začnete spogledovati s trendovskimi imeni, ki jih danes vidite v časopisih, data mining, advanced analytics, artificial intelligence, neuronska omrežja, itd. Je to nekaj novega? Za nas ne. Veste, kaj pa je novo? Da so nam moderni računalniki omogočili, da začnemo lahko te stvari uporabljati. Zakaj bi to sploh uporabljali? Zakaj bi vsa ta tehnologija? Čemu? Prediktivna analitika. Kaj pa to je? Grem nazaj na nogavice. Se rad vračam pil. Če vi veste, kje boste po jutrišnjem, boste danes kupili prave nogavice. Vendar problem je v tem, da nihče nima kristalnih krogel. Nihče, tudi tisti, ki pravijo, da imajo, je nimajo. Mi je tudi nimamo. Kaj pa lahko naredimo? Lahko naredimo naslednje. Na podlagi tega, kar znamo danes, kar vemo danes, kar smo se že naučili v preteklosti, lahko večkrat sklepamo, kaj bo jutri. Sklepamo, lahko si postavimo nekak okvir, kaj se bo jutri dogajalo. In to je tista predikcija. Zdaj, seveda, to ne rešuje vsega, lahko pa nas dolgoročno usmerja. Vse veste, če sem na napačnem križišču samo večkrat narobe zavil, se lahko končam 1000 km stran od cilja. To se ne želi. Zakaj pa to počnemo? Zakaj bi to sploh delali? Zakaj ves ta trud? Zakaj inženirsko znanje? Zakaj sodelovanje z univerzami? Zakaj uporaba naprednih metod? Poglejte, mislim, da je ta drsnica sama sebe dost razloži, lahko so prihranki. Pa bom še eno anekdoto povedal iz življenja, da me boste bolje razumeli. Nam se namreč velikokrat doma zgodi, da imamo 5 kil kruha. A veste zakaj? Ker grem jaz domov, pa si rečem, moram kupiti kruh, ker ga nimamo. Pa gre žena domov, pa si reče, moram tudi kupiti kruh, ker ga nimamo. Pa babica pride in kar naenkrat vsi pridemo domov in vsak svoj kruh. Kaj pa bomo zdaj s tem? Skratka, če bi se poklicali, organizirali, določili, bi bili bolj uspešni. Primer podjetij, seveda tam v podjetjih se to pretvori v denar, ki boli, v denar, ki igra ključno vlogo. Jaz ne bom nikogar izpostavil, želim samo povedati, včasih je že fajn, da če veš, če imaš doma 10 nogavic, da pač 11 ne rabiš. Zdaj vam bom pa pokazal, kaj smo naredili, če lahko gospa, da ste dali filmček. Mi smo postavili diagnostično-analitski center, ki se ravno ukvarja s temi problemi. Koliko naprav imamo, kako jih vzdržujemo, kaj pravzaprav želimo z njimi, kakšne barve so, itd. Leta 2018, to je na spodnji drsnici, Oliver pa nimaš. Ne, vse je to Oliver, v redu. Večkrat pravi, ker je dolg film. Vse je dobro. Če še mogoče malo. Lahko še malo, ni problema. Srad govorim. Kaj sem želel povedati je, da pred enim letom, jaz sem naredil 2 leti, sem dosti nov, ko sem prišel, sem bil to zanimivo nalogo, da ta diagnostično-analitski center nekoliko postavim. Pred enim letom še nismo vedeli kje, nismo vedeli kaj, nismo vedeli kako.
na eni izmed drsnic, če vam smem vzeti tole miško, bom še drsnico pokazal. Tole sem želel pokazati. Vse vidite, a ne? Na tej drsnici je naslov iz časnika Finance, kjer so nas intervjuvali v zvezi z diagnostično-analitičnim centrom. To je datum, se dobro ne vidi, je pa 10.4.2018. Takrat je bila to vizija 2018. 6.11.2018 je to moj whiteboard, v moji pisarni, ker sem pravzaprav delal miselne vzorce, brainstorming. Kaj pravzaprav želimo doseči? Zakaj? Kako ne upravičimo tako investicijo? Kako kot inženir vem, da bom dosegel tisto, kar želimo? In naš diagnostično-analitični center je čisto mehen delček tega mozaika. No, danes je 1 leto minilo. Poglejmo, kje smo. Še 33 sekund. In se mi je zdelo, da najbolj bom povedal, kaj smo naredili, če vam pokažemo nekaj filmček, ki je sicer v angleščini, verjetno ne boste imeli težav z razumevanjem. In če zdržite še 19 sekund, boste videli, kam nas lahko pridete obiskat, boste videli, kje nas lahko nekoliko bolje spoznamo s tem, kar delamo in kje morda je lahko vaš prispevek k aplikativni znanosti. Today's world is driven by information. Processing and making efficient use of large amounts of data is crucial in every industry, in particular in management of physical assets in the power transmission business. Welcome to the new cutting-edge Center for Diagnostics and Analytics of ELIS. This facility offers state-of-the-art technology that helps asset data analysts and engineers to monitor health of the power transmission infrastructure and achieve cost savings in long-term system development as well as daily operation while maintaining high reliability of energy supply. To uphold efficiency and teamwork, the working environment is designed and crafted with attention to professional requirements and the role of the center in the company. The ergonomics of the workplace supports comfortable operation and staff safety 24/7. To facilitate maintenance and noise-free setting, computer racks and supporting equipment are located in a dedicated server room. Engineers can harness the processing power from any workplace using IP KVM distribution platform. Under ever-changing demands, ease of use is essential. Complex workflows are performed with fully integrated and automated multimedia solutions. For efficient decision-making, information is set free and can be easily displayed on any screen in the center. Because human interactions are the cornerstone of collaboration in ELIS, everyone needs to be involved. Automation of technologies is used to connect, present, and collaborate on any device. Using predefined scenarios makes it easy for the engineers to establish most productive working ambient conditions in the center. Everyone, including experts located in the off-site offices, can come together in an immersive meeting experience and take full advantage of all available resources in one of the most advanced diagnostics and analytics center in the world. Collaborative decision-making in asset management has never been so easy. Glede na to, da se moj čas iztekel, bi vam samo izrekel vabilo. Vsi ste vabljeni k nam. Moji kontaktni podatki so mislim, da na spletu. Tako, če me želite obiskati, če želite biti del te prihodnosti, teoretičen ali aplikativen, se oglasite. Hvala lepa.